mogoče bi začel kar o sami tehniki, ki na nek način, lahko rečemo, se kaže že v delih ali pa ilustracijah njene mame, malenke stupice, ki smo jo tu razstavljali pred 2 leti, zdaj pa bila na sporedu hčerka, pol pa mogoče čez nekaj časa pa še bilo. No, zdaj mogoče najprej vama, kako pravzaprav so nastajala in kdaj so nastajala ta dela? Časovno. V 80-ih. Tvoj izbor ni šel čisto od začetka? Ne, sem začela v bistvu z letom 81 z Lokomotiva. Nekako se mi zdelo ta neko prelomno delo, ne, prej imela mogoče bolj humorna, tam se je pa že začela kazati njena drugačnost mogoče, ne, ker prej imela, ne vem, ta Pekarno Mišmaš, Svetlana Makarovič, pa tako naprej. In se mi zdi, da tiste je bila tako, ne najstniška, ampak poskušala je. Tukaj se pa se mi zdi pri Lokomotivi, da je začela rastati, no, likovno rastati. Tudi vem, da se ona ne bi želela, da bi bila njena še bolj zgodna dela na razstavi, ker nekako ni bila to več ona. Ne. No, Lokomotiva je bila izdana zdaj od tvojih, zaprav nekaj vzletnice. Ja, pred 34. 55. Ne, k temu bi jaz rad še to dodal, da ko sem leta 73 na Sledu, na mladinski knjigi, prav na področju knjig za otroke, predvsem slikanic in knjig, v zbirkah Cicibanova knjižnica in podobnih, sem seveda se srečaval z vsemi ilustratorji, ki so že sodelovali z mladinsko knjigo, in Lucija Marija Stupica je začela še pri Kristini, in sicer prva njena slikanica je bila Kraljična na zrnu graha. s Kraljično na zrnu graha, in s tem je že pokazala nekaj, kar se je kasneje potem še posebej razvil v eni senzibilnosti, v risbi in tako naprej, tehniko je pa čisto zamenjala. Ja, tam je Flowmaster. No in ko sem jaz seveda iskal, jaz sem tudi ilustratorje na nek način izbiral, glede na to, kako sem presojal, da so afinitete različnih ilustratorjev do različne tematike in tudi, bi rekel, stila pisateljskega, so zelo različni, in temu sem nekako prilagajal tudi izbiro tekstov in ilustratorjev. In ko sva trčila skupaj s Marijo Lucijo, ta je bila potem že naslednja, ali je bila še kakšna vmes? Pekarna Mišmaš. Ja, to je bilo, ja. Pa Sapra Miško, pa še te Svetlana Makarovič. Ja, to je bilo že kasneje po Lokomotivi. Ne, so bile 70. No, v glavnem se pa potem usmerila, to je bil pa tudi njen izbor, ki sem ga seveda kot urednik upošteval. Moram povedati, sem bil 23 let na mladinski urednik za te knjižne izdaje, na Andersena, pa na Grima. Skratka, Andersen je zelo, se nekako, jaz sem bil čisto navdušen nad tistem, kar sem videl, kar je bilo, mislim, da je 4-3 v mojem času, da je naredila, in to ni potekalo zelo hitro. Je pa le presegala prakso, kar se časa tiče svoje mame Marlenke, ta je pa vlekla včasih po več dolgih let, pred nekaj let dala iz rok. No in prav v tem opusu Andersena pa se mi zdi, da se ona v tem fantazijskem smislu zelo razmahnila in tudi v sami tehniki ilustratorski cizelirala. Ko gledate te ilustracije,
to so slike, to so umetnine vsaka zase, ki pa imajo v sebi zmeraj en nadih, bi rekel, en imaginativen navdih, ki je seveda bil v skladu tudi z njeno fantazijo, ki je bila izkušen dobro, vem, izjemna. In to je skušala prenašati tudi v te upodobitve, ki ne sledijo zgolj motivi, ki jo pravljice ponujajo, ampak jo nadgrajuje s svojimi fantazijskimi, bi rekel, dopolnili, seveda posebej pa tudi sami tehniki. Tako da v mojem času je zame Marija Lucija bila zagotovo vrhunska od vseh ilustratorjev, kar so jih imel na razpolago in so jo po svoje crklo. Ja. No, zdaj seveda, cel kup nagrad je bilo, predvsem tudi v tujini. Za nas je zanimiva predvsem nagrada Prešernovega sklada, zato jo tudi razstavljamo v tej galeriji. Je bilo pa zanimivo, ko nam je Hana pripovedovala pravzaprav, kdaj in kako je delala. To so bile predvsem nočne ure, ko se je ona. Ja, ker takrat je imela svoj mir. Takrat jaz nisem skakala okoli, tako da v bistvu je nekako začela zvečer delati in nadaljevala pozno noč. Delala je res z nosom po papirju. Ker je slabo videla. Ja, tudi poleg tega. Ja. Pa že na splošno imela bila slabo luč, ne vem zakaj sicer. Tako nekako, ona je takrat imela, ne vem, razživela se po noči in je bilo, mislim, najboljše stvari. Čez dan je bolj skicirala pač in takrat je tudi jaz sami čez ramo gledala in me podila stran, tako da je bilo bolj, ja, nočna je bila ptica čisto. Ja, nočna, ampak mi smo tudi ugotovili njen mesec je mesec december. Ja, ona je bila rojena v decembra in Božič je bil njen najljubši praznik. Pač to je bilo, vedno je tudi, ko sem bila majhna, probala pričarati to pravličnost, božično drevo darila, vse to je bilo zelo tako, mislim, cenila je to kot družinski praznik in to čarobnost Božiča in ga je, mislim, meni ga je probala prenesti to res, mislim, zaradi nje ga tudi jaz cenim, no, tako da vse te ilustracije, Hrastač recimo, se prav vidi to njeno, ko je ljubila to že božično drevo tam na ilustraciji, tako da tako je delala pač, to, ilustrirala je to, kakršno je ona naredila, ne, pač to. No. Temu lahko jaz dodam še nekaj, če smem. Rojena je bila 13. decembra in tega dne, 13. je sredozimka, je po izročilu se reče, to je očitno sredi zime in če berete Kuretovo knjigo, praznično leto Slovencev je tam lepo popisano. Zlasti pa so značilne lucije, ki nosijo oči na pladnju in to je povezano tudi z njenimi težavami pri gledanju. Kljub temu pa vidite, kako natančno je znala videti stvari, ki jih je upodabljala. No in če lahko še to dodam, jaz sem potem tudi njej posvetil eno elegijo z naslovom Sredozimka na 13. decembra in to sem še hotel povedati, da je tega dne leta 40 umrla moja mati na mojem porodu in zapustila 7 otrok za sabo, tik pred vojno. Ta 13. december je simboln v več ozirih očitno. Ja, december sploh, če vemo, da je 5. december vezan na Nikota, to je njegov rojstni dan, danes praznuje pa Marlenka, to se pravi, imamo v Luciji in babica od Hane, ampak nam ni uspel jo prepicati, nekaj ste jo skrili. Ne, doma. No, če gremo mi naprej, mogoče zdaj, ko smo pri Marlenki, če smo opazovali Marlenkine ilustracije, da gotovo so bolj
vedre, zagotovo so bolj svetle, zagotovo so bolj vesele, če smem povedati. Lucija je vsem drugačna. Ja, moja mama je bila melanholična pač v svoji ilustraciji, ampak meni, ne vem, kako bi rekla, jaz, ker sem rasla s temi ilustracijami, meni to, da sem jih navajena. Mogoče kakšnemu otroku pa to so pretežke, ampak jaz sem jih dojemala, mislim, ne bi bile njene, če bi bile drugačne. Na koncu z bolj poznih delih, ko so tam v zadnji sobi, se mogoče spet vrača v Pedem Pedu, pa v izplesanih čeveljcih spet malo humorjev, niso več te punčke tako porcelanaste, ratajo že spet mogoče bolj smešne nosove in tako naprej, tako da je malo spremenila spet oziroma najdla več humorja v svojem delu. K čemur si jo kot otrok tudi ti najbolj spodbujala. Ja, upam, no. Čeprav vse to je nastalo takrat, ko sem bila jaz majhna. Mogoče pa to. No, tisto obdobje, ki je Niko z njo sodeloval in bil, je bilo tudi obdobje kar nekaj slikanica. Nekaj imamo tu razstavljenih. Prva taka smo rekli, da je lokomotiva. Tudi je možnost to lokomotivo dobiti, kot sem že rekel, ponovno izdana. Pa me vsem zanima, Niko, kako se nekako prepletata ta dva svetova, svet ilustratorja pa svet pesnika, kako pravzaprav nastaja taka slikanica, kdo je tisti, ki daje pravzaprav tempo, da neka stvar nastane, ali je to odvisno od posameznika zagotovo, ne. Posameznega dela. Ja, dela in tistega, ki se loti ilustracije, se pravi od ilustratorja. Zato pravim, da je bilo zmeraj dobro najti primerno besedilo za en tip ilustracije, ki ga človek pozna po delih, ki jih so že odpravili ilustratorji. V tem smislu sem bil zelo, bi rekel, nekako sem kar zadeval dober to, kaj komu dati. Pri naju z Lucijo je šlo pa predvsem za neko vezo, ki je presegala uredniško zvezo. In je v tem smislu se tudi najbrž štimunga v teh ilustracijah oblikovala. Tisto, kar je zame v njenem opusu najbolj značilno, je to, da tudi Andersena ni izbirala prav veselih pravljic, ampak bolj otožne, žalobne, kar je znala tudi upodobiti z zelo, bi rekel, sugestivnimi potezami in barvami, ki jih lahko vidite v teh ilustracijah. Tudi ko je vsako leto v Bologni knjižni sejem za otroško literaturo, to je znamenit bolonski svetovni sejem, so ilustratorji, pa ne vsi, to je bil izbor, ker je mednarodna žirija izbirala, ampak vsako leto sta vsaj dva sodelovala tudi od teh, ki so delali slikanice za mladinsko knjigo. In Lucija je bila skoraj vsako leto tam tudi na razstavi, tam so bile tudi razstave originalov. Skratka, in tudi večkrat je šla na sejem skupaj z nami. Mi smo šli vsako leto. Tako da je to sodelovanje založbe in avtorjev, zlasti pa ilustratorjev, ki sem ga jaz izkusil, bilo zelo intenzivno, to pa lahko rečem, in je imelo tudi svoje učinke. Jaz ne vem, če še kdaj mladinska knjiga tako se je razživela, zlasti na slikaniškem področju, ne samo z Lucijinimi slikanicami, ampak z vseh ostalih, tudi če omenim recimo Milana Bizovičarja, ki je bil tudi odličen pa v svojem žanru, da o vseh ostalih tudi Marijanca, pa Jelka Reichmann, pa
Mačka Gošnigodec, pa Matjaž, pa lahko bi še naštel. Ja, To je bilo Stanček, to je bilo vse zgrnjeno okrog redakcije moje tam na Mladinski. To vem, da so bili dnevi, ko so si kljuke podajali, pa je bila soba čist polna. V glavnem živahno obdobje je bilo, ki mi je bilo veselje. Ja, no, mogoče idemo še majčkam k tehnikam. Mi smo do zdaj tukaj razstavljali kar nekaj nagrajencev Prešernovih oziroma sklada, ki so dobili nagrado za ilustracijo. Ne? To sta bila Erička Čoh, ne? To je bila Lela Prah, to, kot sem rekel, je bila Malenka Stupica. To mislim, da je ena redkih, če ne edina, ki je dobila največjo nagrado Prešernov za ilustracijo. Sicer tudi ni žensk, razen Marlenke, ki bi dobila veliko Prešernovo nagrado. Zdaj je Čoh dobil. Govorimo o Prešernovi. Ja. Čoh je dobil. Ja, Čoh je dobil sklad že pred leti. Mislim, da je zdaj glavno, ali pa se motim. Mislim, da se metaš, no. Da ni veliko ni dobil, no, ampak to ni pomemben. Ampak od vseh teh, ki so tukaj razstavljali, je Lucija, bom rekel, to smo že povedali, najbolj dovršena, najbolj tehnično dovršena, najbolj natančna. Kakšna tehnika je bilo to? Prej smo rekli, da je začela s flomastri. Ja, tiste zavodne so s flomastri, potem je šla pa v bistvu na tempera pa gvaš, pa sploh pri telih, te črte so pa z airbrushom narejene. Tako da je malo je mešala, delala neke šablone in se potem igrala, ampak večinoma potem je šlo tole, ki je pa večinoma pastel za ozadje, pa tempera, pa gvaš, pa tudi malo akvarelano seveda, ampak dejansko je zelo občutljiva tehnika, ker ilustracije, originali so začeli že pokati, tako da se že material se že kruši. Je bila pa, mislim, jaz imam še zalogo njenih materialov še za cel življenje, kar nabavlja. Ja, to je res, moram reči, da smo bili kar lahko veseli, da smo dobili toliko originalov, ker ko smo pred leti predstavljali Marlenko, nam je dala samo 16 originalov, ker je to blazno občutljivo na samo vlago, tudi svetlobo in to moramo še enkrat se tukaj zahvaliti Hani, da je pravzaprav iz svojih predalov potegnila te originali in jih je tukaj razstavila. No, ampak če gremo še nekaj k sami vsebini teh zgodb. Kot smo ugotovili, to ni samo ilustratorsko delo, to je slikarsko delo. Mogoče kaj več še o tej zadevi. Prej sva rekla, da tukaj ni vplivala na Marijo Lucijo samo Marlenka, ampak tudi njen oče. Ja, to je skoraj gotovo. Vendar ne na bolj v natančnosti, kajti Gabriel Stupica, kot vemo, je bil izjemen stilist in s tem svojim odnosom, ki ga je kazal v slikarstvu, je zagotovo vplival tudi na Lucijo. Je pa dejstvo, da se neposredno v njeno delo ni vtikal. Tako da, če že na začetkih kakšen nasvet pravila, ga je prej pri Marlenki iskala, kot pa pri Gabrielu. Tisto, kar je pa značilno zanjo, je pa ta preciznost, ki jo skozi poudarjam. In je v tem smislu tudi zato tako vtisljiva, se pravi impresivna, ker je, če samo pogledate posamične tlek so razstavljene, koliko je truda vloženega v eno rožo, recimo, koliko se to izoblikuje. Jaz sem bil večkrat tudi tako pri Marlenki niti ne, ampak pri njih doma in sem gledal, kako je, ko še ni bila ilustracija narejena dokončno, kako to nastaja. To se nista marala, ki je dosti začel nedovršeno reči, ali mene je sam proces zanimal.
No in je, se je videl, kako to počasno staje, to da gre na hitro roko in tudi pri Marlenki sploh, ne. Da je to eno trdo delo, ki pa potem obrodi lep sad. To je tisto in tudi to, da so te pravlični svetovi privlačili, se je Marlenko podobno privlačili Marijo Lucijo, to je bila zame ena, da tako rečem, ena izbira, ki sem jo ves čas seveda tudi upošteval, ko sem dajal ilustrirati kakšna dela za slikanico. Tudi grima je delala, ne, tako kot Marlenka. Najbolj se mi zdi, da se je pri Andersenu razživela. Nenadkriljiva je pa itak njena Lenora, ta zadnje slikaniško delo na Prešernovo Lenora, ki je pa izdala Prešernova družba, ne. Ja. Ne pa Mladinska knjiga. Toliko bi jaz dodal, kaj pa naj še. Ne moremo Lucinem imenu govoriti. Lucinem imenu ne, je pa res, da je to, kar si povedal, a ne, ta družina, Stupica pravzaprav ima to v genih, ko sva ugotovila že prej, ko sva se pelala, a ne, to umetniškost. Pa mu vsem zdaj Hano tudi izkoristil. Hana ima danes eno razstavo v Vodnikovi domačiji. Sejem je bil sejem. Sejem, a ne. Kako pa Hana zdaj pravzaprav nadaljuje to, rekel? Trenutno malo stoji. Ja, mislim, slikanico, no, pač zdaj me ena še čaka. Rokavička je bila moja prva slikanica, sem je kar... Dobila sem jo v roke tako, da so mi uredniki na Mladinski knjigi rekli, da rabim nekaj za diplomo. Da rabim temo za diplomo in to je bilo v bistvu to. In ta knjiga naj bi bila Čebelca in je zrasla v veliko slikanico, tako da mislim, se vidim v ilustraciji, ampak ne bi počela pa sem tega, ne, pač to je, se mi zdi, da zdaj imamo toliko možnosti, ne, tako kot je, uživala sem v oblikovanju kataloga, pač toliko enih stvari, da bi počela, tudi ta razstava je v bistvu moje prvo večje tako delo, ne, vedno sem delala še s kom, ampak tako da je vse pač in izbor in postavitev in vse bolj moje. Tako to je res, ja. Ne samo postavitev, kot sem povedal, oblikovala je tudi zloženko, izbrala tudi reprodukcije, pa tudi lokomotivo, ta zdaj, ki je prišla. Ja, to sem tudi oblikovala. Pri Mladinski knjigi je oblikovala in zdaj skupaj igrala, pa bi mogoče za prekinitev vsem povabil ali pa prosil Ninkota, da nam pa kakšno iz lokomotive prebere. No, ta je še ta stara, po moje, da imamo produkcije, pa so jih ravno tako dobro. Tekst ni prenovljen. Da vem, kjera bi bila taka, da bi se vas... Imamo kar nekaj mladine, imamo kar nekaj otrok, ki so prišli tudi poslušati kakšno tvojo pesem, ja. Tisto do 55 pa pridemo še. To je tako nastala, ta je nastala tako, da sem jaz Luciji ponudil, naj si sama izbere iz pesmi tiste, ki jih hoče upodobiti. In tako je nastala ta slikanica, se pravi, da je imela vso možnost, da se razživi po svoje. In se je takole. No, recimo klobuki, ki so zdaj na zimo zelo koristni, zlasti še za plešaste glave. Klobuki sede na ušesih vrh te ali one glave. Na svojih klobučih poteh si delijo klobuče pozdrave. V čakalnici se držijo na obešalnikih za kak klin. Klobuki se najbolj bojijo brezglavih hišin. Klobuki berejo časopise in pijejo kavo, a vse svoje misli in vtise shranjujejo v glavo. Mimo hitijo po promenadi klobuče babice z vnučki.
In vmes so klobuki, ki radi poškilijo za klobučki. Klobuki imajo zvečer navado, da v garderobe glave oddajo in potem s pravo klobučjo naslado vso noč klobušterajo. Že prej, ko sva sedela pod Joštom, no, na 2 lokacijah najdete Nikota, če ga boste iskali ali v Ljubljani ali pa pod Joštom, že kar nekaj časa sem rekel, Niko, ene stvari pa res ne razumem, ko tebe gledam. Odkot ta tenkočutnost tvoje poezije iz tega moža, kar je vam pride? Pa nisva znala odgovoriti. Ja, jaz bom odgovoril tako, tudi sam sem začudan. Tak avdre, kot sem, pa zmore celo kakšno nežnost v lastnih poezijah, pa tudi sicer. Ali to je težko odgovoriti, to je najbrž odvisno od temperamenta, od značaja, od kulture, ki si jo pridobiš. Jaz sem bil glede tega v otroštvu kar hudo prikrajšan, ker nisem imel družine, kot sem že omenil. Tako da sem po internatih in podobno se klatil in se tako utrdil v tem svojem, bi rekel, načinu vedenja, kakršen koji že je. Ne bi rekel, da je vzoren, ampak za silo shajam. No in je pa res, da mogoče to treba vzeti s tem povedati, da kadar delam, rabim pa absolutno mir in samoto. In to je neizogibno in zato tudi ne morem delati v vrvežu ali pa v kavarni. Recimo, imate nekatere avtorje, ki so veliko po kavarnah tudi napisali in podobno. Zame to ni. To je treba imeti absolutno, bi rekel. In potem sem seveda tudi nezadovoljen s tistim, kar mi nastane pod prsti in zabrišem v koš in se spet loptam, ali pa sploh ne. V glavnem, ta selektivnost pri meni je dosti močna, in to kakšen proizvod svoj dam iz rok. Koliko je to v zvezi zdaj z mojim zunanjim obnašanjem in notranjo štivno, pa ne vem. Kadar delam, sem miren in zbran, tako da takrat je težko govoriti o tem, da je kakšna rezervanost pri meni na delu. No, jaz mislim, da je zelo lepo včeraj hčerka Eva povedala, kako so izgledali dnevi njegove ustvarjalnosti, kadar je prišel šopom teh listov iz sobe, pa potem so čakali, a je dobro izpadala, ni dobro izpadala. Jaz moram reči, da je to najbolj zaradi publike je pretiravala, ker to ni bilo meni v navadi. Kakšna možnost, kakšna domiselna reč, ki se mi je posrečila, to kvečemu sem prišel povedati, da smo se malo smejali. Šlo je pa predvsem za pesmi za otroke, ne. Pri tistih, ki so jih za odrasle pisal, pa se nismo kaj dosti smejali. Se še vedno ne. Če smo pri pesmih za otroke še, seveda ne moramo mimo tvojega Pedenjpeda. Ja, no, mogoče je, no, tega je pa Manček, Marjan Manček ilustriral in to je po vrtcih in po šolah se zelo prijel. Tako da sem, ko sem hodil še malo več po okviru bralne značke, po šolah sem veliko krat dobil kakšno lutko, ki so na osnovi teh ilustracij izdelali otroci sami, ris pa sploh cele šope. Tako da je ta lik v upodobitvi Marjana Mančka se zelo prijel in ga imajo otroci radi še vedno. Meni se zdi, da so nekaj celo vrtcev poimenovali po Pedenjpedu.
Ja, zdaj pa ne vem, tale, recimo tega se še dobro spomnim, kako je nastala in to je bila prva v seriji, ker so objavljene v knjigi z naslovom 5x5. Za ime sem se dolgo časa nekaj mujal, kako najdete enotno ime za junaka teh pesmic, kajti na njem okolju, v Cicibanu, pa tudi sicer v knjigah in slikanicah so imeli avtorji lastne otroke, pa so dali poj Pavček ali pa Komiči in še kdo, ker po lastnih otrocih junake poimenovali. Jaz pa takrat sem bil še študent in še na kraj pameti ni prišel, da mi je otroka zaradi imena. Zato se ga nisem postopil ustanoviti. In sem iskal eno ime, ki bi se nekako najbolj prilegalo majhnemu dečku. In tu me je pa inspirirala Levstikova pesem Peden človek in laket brada, kako sta se metala. No in ta peden, mož peden, biti je peden, to mi je rojil po glav, dokler se nisem domislil pleonazma peden pet. Pa še rima se lepo, lahko. No, in sem iz tega ustvaril to ime. In potem je kar nenadoma se mi zvrstilo kar precej pesmi. Sam sem že povedal, da lastnega otroštva nisem imel, ko sem si pa enostavno predstavljal virtualno otroštvo svoje. In ko sem nekoč, angine sem imel zelo pogosto, obležal spet v posli z visoko vročino, mi je bilo dolg čas, pa sem začel sam vse pisati v spavanko. Glasi se pa takole. Trili, glili, tralala, peden pet je sam doma. V peden postelji miži, rjuha vleče na oči. Tralala, trili, gli, zdaj še peden pedani. Šel je za 9 gora, prav nikogar ni doma. Tako je to se začelo, pa se mi pa kar sprožil, mi je rekel en tak naval motivov, ki sem izkušal prenesti v pesnice in potem. Mislim, da teh pesmi je v Peden, pa vem, kasneje še en šus bil, da sem jih še malo razširil in potem to tudi v moji knjižnici, v knjižni obliki šlo, ne samo v slikanici, prvo slikanica. Po Peden je pa itak delala Lidija Osterc in je šla v Mariboru pri obzorih. Tako da ta mačko je pa že precej kasneje šel. To je pa. No, naj povem, da je v včerajšnjem delu se kar nekaj velikih pesnikov pa meni poklonilo tvoji obletnici, med njimi je bil tudi Miroslav Košuta, ki je pravzaprav prav na Peden peda navezal eno misel, kot je obiskal v Ljubljani. Ko sem spet angino. Ko sem spet angino, je tudi on nekako povedal, da so bili to tisti časi, ko je nastajal Peden ped. No, ampak, zdaj bom tako vprašal, je mogoče še kakšna pesem otroška, ki bi jo rad tem našim obiskovalcem povedal? Ja, bom našel kaj. Mogoče. No, dve založbi zdaj v glavnem pokrivata tvoje pesmi in dela, to je Mladinska knjiga in pa založba Eva Grafenauera, ne? Ja. Ta je iz založbe tvoje hčeri, če se ne motim. Ta je Mladinska. Ta je prišla Skrivnosti, je ta ponatis Eva izdala pri svoji založbi. To je Eva Grafenauer, moja hči dvojčica je. In poročila se je pa Korošec, Skrbnic Koroš, ki ga izhajamo in očitno iskala takega moža, da je
Filipku primerati in se piše zdaj Eva Grafenauer Korošec. No, tale bo mogoče. Vrata. Vrata so narejena zato, da zvonimo in trkamo na nje in da nam ne bi po svetu ušlo stanovanje. Vrata imajo ime in priimek in vse mogoče znajo početi. Nekatera med njimi so celo diplomirala na fakulteti. Vrata se le ne rada odprejo več kot zarežo in še potem s pridržanim dihom zrejo iz stanovanja v vežo. Taka vrata se strašno bojijo raznih strahov, zato nikogar ne spustijo k sebi domov. A so tudi vrata, ki ne poznajo teh vratastih običajev, pa kar naprej na stežaj zijajo ali pa skačejo s tečajo. Ta vrata so vrata z napako in niso za rabo. Se včasih potegnejo celo kako hišo za sabo. Če pa se kdaj razjeze, vrata loputajo z vrati, da jih še tako urne noge do betvu podplati. Zato včasih vzamejo v službo vratarja, da jim je za družbo in da se z njimi lepo pogovarja. No, že prej omenjeni Miroslav Košuta je bil pred leti tudi gost našega pogovora. Takrat je nastopil oziroma na razstavi Klavdija Palčiča in nam je pravzaprav minimalčice bral. No in Košuta je napisal en zelo lep stavek, pa ga bi prebral, zapisan, pravzaprav povedal, en lep stavek je bil zapisan v včerajšnjem Delu. Takole pravi o našemu slavljencu. Je eden najsubtilnejših slovenskih pesnikov, na srečo je mimo otroških pesmi napisal tudi Skrivnosti. Zbirko, ki je kot spuščen dvižni most v njegovo za mnogo težko dostopno pesniško graščino. A zdaj prihajava mogoče k tvoji Graščini ali skrivnosti, pa se malo dotaknemo tudi te tvoje poezije. Ja, mogoče bi iz teh skrivnosti, ki sem jim to, kot sem povedal, šel v založbi moje hčere, ampak sem za to izdajo napisal tudi k vsaki pesmi na temo, ki je opesnjena, tudi aforizmov nekaj domislic. Recimo tale v zvezi z zrakom. Ko nekaj v zraku visi, še nima teže. Šele takrat jo dobi, ko na nas leže. Pesem bi bila pa mogoče še najbolj nekako primerna, da ne bom o zraku dvakrat zračil tu, bi pa povedal tole o samoti, ki sem že prej govoril, da je rabim samoto. To je tista samota, ki je bila včeraj. Ja, ker je Ana Marija Vipotnik, to je opremljal Matjaž Vipotnik, in včeraj je Ana Marija, njegova hči, v glasbeno to samoto zapela. Samota ne mara, ne mira in radovednih oči. Zato si najraje izbira tihe, samotne poti. A kadar se mirna in zbrana sama vase zaklepa, takrat je najbolj prostrana in lepa. Takšni samoti vse sije od sanjarij in sanjski prst domišljije gradove v oblakih gradi. Samota se vase zapira iz lastne volje, zato ne trpi, da kdo vdira v njeno samotno okolje. A včasih samota zbeži iz svojega sanjskega rama. Takrat je najraje na 4 oči in ni več sama. To je tudi spomin na Marijo Lucijo Stupico, tudi ona je rabila samoto, absolutno. Če šla pa z mano kam, pa ni bila več sama.
Zdaj, pa bom vprašal takole, tudi včeraj je bilo to slavje, kot smo rekli na akademiji, ko je govoril pravzaprav Novak, Boris Novak, se je tudi dotaknil njegove oziroma Nikotove angažiranosti. Mi vemo, da je Niko pravzaprav ni samo pesnik za otroke, ampak je tudi angažiran pesnik, je tudi bil, kot si sam povedal, dolga leta. Pa ne v poeziji. Angažiran pesnik v poeziji pa nisem. Edino v epigramih, mogoče. No, ampak kakorkoli, tvoje, bom rekel, udejstvovanje pri Novi reviji, pri Ampaku in pri drugih revijah in s tem na nek način tudi udejstvovanje v politiki. Ja. No, najbolj odmevna je bila ta poteza Nove revije. Ustanovili smo jo leta 82 smo začeli izhajati. Po 2 letih na Tezan so nas končno nekako dovolili. No in že 87. leta jaz sem bil glavni urednik kar lepo vrsto let. No, ali takrat pa ne vem, sva bila z Ruplom, meni se zdi, ja. Jaz sem bil glavni urednik, Rupel je odgovorni. No in smo pripravili tako imenovano 57. številko, prispevki za slovenski nacionalni program. In ta je potem, ko je išla, zdaj vem, ko je Omerza pregledoval te udbovske mape, da je bilo kar precej natezanje, ali spustijo številko ven ali ne. In je potem, ker se že Popit je bil absolutno zoper. Skratka, kaj se ukvarjaš s tem, ko se je še tiskalo. No in je potem ta mlada evrokomunistična garda s Kučanom na čelu le nekako prevladala, da smo lahko išli. Je pa številka potem vzburila vso Jugoslavijo, to pa vem iz objav, ki so po časopisju izhajale in podobno. V Sloveniji so pa še nekako tehtali, ali koga zapreti od piscev ali ne. Namreč v tej številki so sodelovali sami Jože Pučnik, France Bučar, mi, oba Hribarja in tako Taras Grmana in tako naprej. Skratka, je bila vsa ta nova revijaška srenja tako rekoč prisotna v številki. Je pa z njo se že napovedovala tako rekoč neke vrste osamosvojitev, demokratizacija, seveda, da se znebimo enopartijskega sistema in da se večstrankarstvo dopusti in pa da se Slovenija nekako loči od preostalega dela Balkana, kar se je kasneje, še po procesu JBTZ, ki je bil naslednje leto, začelo uresničevati s prvimi zvezami, ki se še niso smele imenovati stranke, kdor je takrat bil še nekako navzoč z zavestjo pri dnevnem tisku, se bo spominjal, da se v strankah ni smela niti govoriti. V glavnem je potem ta plusk bil takšen, da so hoteli zapreti, zdaj ne vem več koga, ene 3 mandljice iz redakcije oziroma avtorje, pa je prevladala zdrava pamet evrokomunistov, mladokomunistov ali kakorkoli bi jim rekel, ki je vodstvo s Kučanom prevzela, in to je pa nekako le prevagalo. To je bila ena taka poteza, dosti odmevna v jugoslovanskem prostoru, ki jo je Nova revija skuhala. Drugo, kar je Nova revija seveda, k čemur je prispevala, je pa celo vrsto člankov, ki so jih pisali domači avtorji, od Pučnika, Bučarja, Rupla,
Hribarjev obeh in Ivana Urvančiča in cela vrsta drugih še, do tega, da smo prevajali tudi značilne avtorje z to politološko, bi rekel, tematiko. In je to vse nekako vplivalo na vzdušje, ki se je počasi začelo prebujati v slovenskem okolju. O tem, da je revija imela vpliv, kaže tudi to, da smo morali potem, ne vem, katerega leta natančno, prvi svet, nisem šel toliko nazaj pregledati tega, začeti izdajati poleg nove revije, ki je imela svoj čas še prilogo, Ampak, in je Ampak začel kot samostojna publikacija izhajati pod naslov Kulturno-politični magazin. V tem smislu smo to revijo označevali. Tam je pa bilo že dosti bolj udarno vse skupaj artikulirano. In ni šlo seveda samo za to, o čemer sem zdaj govoril, ampak predvsem, da se ta družba sprosti, ker je bilo vse tako zakoličeno že, jasno, da nismo takrat mislili, da bo začela ta država tako drseti navzdol. Na začetku smo bili od vseh vzhodnih, tako rekoč, nas pojmujejo še danes kot vzhodno ali pa vsaj balkansko državo, najvišje. Zdaj smo pa na dnu lestvice evropske, da smo taki slabi, bi rekel, politiki in gospodari, da je namesto, da bi se sprostilo vzdušje, postaja čedalje bolj tegobno, ker ni dela, ker kradejo in lažejo in je nesramna, bi rekel, kraja družbenega premoženja, ki so ga nalagali v tujini, v davčne oaze, in to je mrtev kapital za to družbo. To je zame svinjarija, ki jo pač tranzicijska elita dopušča. Parlament pa se vidite, kakšen je, sem se lik spomnil, sem videl tisto ilustracijo Lucino s prašiči. Toliko, no, v glavnem, zelo sem razočaran nad stanjem, kakršno je zdaj, v primerjavi s tistim, kakšno smo si slikali takrat. No, ampak če vzamem spet včerajšnje delo, pa besede Brezavščkove, ta na koncu pravi, pa vendar ohrani optimizem, radovednost in otroka v sebi. Optimizma še nisi izgubil, vse tako pravijo. Ja, sej kam pa pride. No, se ne morem skozi na svojo smrt misliti. No, pa na smrt države. Ampak zdaj, če gremo spet malo nazaj k poeziji, jaz mislim, da smo danes tukaj predvsem zaradi tega, da še slišimo kakšno tvojo pesem. Hano si rekel, da še izprašal. Ne bo zabušavala, tle. Hana vedno reče, kako praviš? Bože, da ilustracije govorijo zase. Ilustracije same govorijo zase. Pesnik pa zato, da je kaj zapoje še. A ja, Hana, ti bi pa bila dobra popevkarca. Ja, no, bom pa jaz še kaj bolj prijaznega povedal. Recimo, jaz sem en velik, kako bi rekel, narcis. Jaz celo življenje zveri zagledam mase. A svoje zrcalo še drugim drži, da ob njih rase. Jaz nikdar ne more biti jaz, če je sam. Šele takrat se ga da razločiti, ko hoče iz sebe drugam.
Zato je jaz v sebi razklan na dve polovici. Na tisto iz svetlih pričakovanj in tisto po resnici. Tako mora ves čas strmeti na eno in drugo stran. Samo kadar spi, se mu sveti eno samo lice iz sanj. A včasih se jaz prebudi v noč brez zvest, takrat se še sam znoči v podzavest. A še hočeš? No, pa daj ga še kaj. Da veš? Stiš pa ne nasiten. Če je prilika, Izkoriščen. izkorišči. Mogoče bi bil ta dober zate. Molk. Kdor se umakne v molk, s tem več pove kot tisti, ki zanj sploh ne ve. To. No, molk je pa pesem, je pa tale. Molk je tišina najtišjih noči, ki noč in dan traja. In se glasovom do neizrekljivosti mehko vdaja. Življenje vtiskuje vanj svetlo sled, molk je opivna stran vseh besed. Bolj ko je z živostjo obtežen, bolj je tih. V njem je svinčeno dlanjo zadušen tudi dih. A včasih iz temne zemeljske težnosti brizgne na dan. Takrat je molk v polna usta prsti kot krik zakopan. No, v glavnem, mogoče bi jaz dodal še to, kaj in kako je z mano zdaj, ko sem umirovljen. Še vedno, seveda, pišem, imam celo zbirko pesmi o živalih za otroke, v katerih so pa upodobljene, bi rekel, te živali malce po naših poslancih v parlamentu. Hecam se, no, ampak nekaj teh človeških lastnosti in tudi, bi rekel, neke sorte nauk, ki iz tega sledi, je leta, da žal nisem sabo prinesel, ki se nisem spomnil. Bi lahko kakšno rokopisno vam povedal na uho. Ali je to zdaj že zgotovljena zbirka, ki jo mogo dati nekam objaviti, pa ne vem, če bo lih Evina založba primerna, kajti danes te knjige je zelo težko predajati. Če nimaš take mreže, kot jo ima Mladinska knjiga, ki ima direktno prodajo, pa ima potem knjigarn kar nekaj, pa tako, da je za enega takega individualca, kot je Eva Grafenauer, to malo težko. Bom že našel nekaj. Pojmam pa še eno knjižico kratkih zgodb za najmlajše z naslovom Zlomkove prigode. To so zgodbe, ki se zlomek zmeraj kje zgodi. Bodi si na stopnišču, bodi si z avtomobilom, ki je kolona, pa je bila nesreča, pa se morajo, namesto da šli naprej na morje, vrniti nazaj domov in podobne zlomkovine. Za zaključek. Pa zato, ker imamo otroško dušo vsi. Tako. Ja, jaz sem napisal tudi eno slikanico, izdal o stari Ljubljani. Ja, se pa tukaj noter, ja. Tudi je stara Ljubljana. Ja, se pa tle tudi. In je, tam so, študiral sem zgodovinarje, predvsem Josipa Mala, in sem potem, pa tudi Valvazor, pa sem na osnovi te svoje vednosti nekako sestavil za celo knjigo slikaniško te prizore iz stare Ljubljane. Včasih Ljubljana, ne, če greste po židovski
to je bilo samo blato, pa prašiči so se podili, pa kure, pa kahle so skozi okno trešali. To je bilo tako. Ne tako kot danes, ki pravi Zoran Janković, že je to najlepše mesto na svetu. Ki ima celo svojo dnevno sobo, pred mladinsko knjigo, pred konzorcijem je pa dnevna soba. V Stari Ljubljani je bilo v svoj čas tudi to, da so imeli svoje piskače. Ne? No in te piskači so bili neposredno na Trančo, se je na Grajskem hribu dvigal stolp piskačev z lesenim obhodnim hodnikom, na katerem so se piskači v zelenih mestnih livrejah poleti vsak dan ob 11. dopoldne, pa tudi večkrat po zimi oglašali s 3 pozavnami in enim rogom, kornetom. 4 grajski pisači so godili tudi v mestu, po gostilnah in hišah in so imeli ali pa so zahtevali to prednost pred vsemi drugimi godci. Preden so jim pa dovolili, da so začeli tudi po gostilnah, je pa tudi nekaj časa trajalo. No in te piskači so se meni prikazali v tejle podobi. V Stari Ljubljani so mestni piskači tenko piskali ob Borni plači. Piskali so v 3 svetle pozavne trobili v en rok in spravljali naše davne prednike v jok. Mi ne verjamete, da je to res? No, tudi smeh je bil mis. V Stari Ljubljani so v stolpu piskačev piskali sapo iz skrivnih zalog, a vsak od piskačev je piskal lačen, ker ni imel prostih ne ust in ne rok. Mi ne verjamete, da je to res? No, tudi jedli so kdaj pa kdaj vmes. V Stari Ljubljani so imeli piskače, ki so piskali vsak drugače. Pozavne so piskale sleherni dan, 3 na vse 4 strani, rok pa je trobil kar sam pljav 3 dni. Mi ne verjamete, da je to res? No, rok je še pil malo vmes. Zaključam z besedami Mirčka Komela. Dvakrat smo tudi z njim sodelovali že v tej galeriji. Takole je napisal v delu. V svojem bistvu je predvsem pesnik življenjskih skrivnosti. In upam, da to tudi ostane. Hvala lepa.